če nas že poznate, koliko vidim tudi kar poznane obraze, potem veste, da je Posavski muzej Brežice ima kar veliko različnih dogodkov, od koncertov, razstav, takšnih predavanj in vas v tem priložnosti tudi ljubno vabim na koncert, ki bo naslednji teden, v četrtek, 7. septembra, Trio Vivere. Potem imamo pa veliko odprte razstave, 13. septembra še, Harmonija teh elementov. No, današnji dogodek je posvečen pionirju muzejskega dela v Posavju, grafiku, slikarju, muzejalcu, profesorju Ivaru Ravnatelju Posavskega muzeja Brežice, Franju Stiplušku, ki v našem muzeju postavi temelje, kako bo naš muzej praktično deloval, kakšne zbirke bomo ohranjali in tako naprej. Zaradi nagovarjati tega, kar je on tukaj naredil, smo se mi v bistvu razvili v pomembno kulturno ustanovo v celotnem Posavju. Franjo Stiplušek je bil rojen 12. maja 1898 na otoku Krk in to vsi vemo, da je današnja Hrvaška. Umrl pa je 6. aprila 1963 in je pokopan tudi v Brežicah, kjer je tudi umrl. Tako smo letos obeležili v bistvu 60. obletnico njegove smrti in ob tem priložnosti smo želeli poudariti njegovo to umetniško pot, kariero in pa voditi njegova dela. In en izmed njegovih del je tudi ta zaderit pokraja Krško, ki pa ni bilo ustvarjeno v bistvu za namene razstavljanja, ampak je bil uporabljen kot didaktični pripomoček, to pomeni, da so ga uporabljali v šoli prav za učenje. Ni bilo namenjeno, da bi samo ga gledali, ampak so šli zraven in so videli, aha, to je že za poučevanje bi bilo namenjeno prav. Na sliko ga je obdobje poučeval v osnovni šoli v gimnaziji Brežice, in to je bilo okoli, predvidevamo, da je to bilo okoli do leta 1950. Slika pa je utrpela kar nekaj poškodb, ne samo zaradi njene dimenzije, temveč tudi kako je bila naslikana in pa zaradi tega, ker je bila namenjena uporabi. Umetniška pot njegova se je začela leta 1913 kot gimnazijec v Trstu, kjer je spremljal galerije in spoznal umetnost. V tem času pa je že imel nekaj izkušenj, saj je bil učenec umetniča, na katere se spoznali v slikarsko risbo. Kratek čas je slikal impresionistično, saj so ga zelo inspirirale Evropa in slike v Mariboru. Hitro pa je pokazal svoj smisel za egzaktnost, v bistvu na katerem je začelo za njegova ekspresionistična dela. V Mariboru je spoznal tudi Viktorja Zotiča, ki je takrat poučeval risanje na Mariborski klasični gimnaziji in tako imamo tudi eno izmed njegovih prvih vesorezov s Zotičevo upodobitvijo v črno-belih ploskvah. Med redkimi ohranjenimi slikami, ki so izrazito ekspresionistične, pa je Kocela Odava iz 1923, ki z ostro modeliranim mračnim obrazom, požadal glas in nočnih strnih oblik spominja na dela Kratov krajev. In v istem obdobju so v bistvu tudi družil z Randitom Vidmarjem, s katerim sta se srečevala v Trstu. Njegova dela se pogledate tudi v Moderni galeriji v Ljubljani. In veliko njunih del, ker sta se toliko veliko družila, če se pogleda pobližje, imata zelo podobne motive, ki so sorodni ali pa zelo enaki. Izobraževanje je nadaljeval na Dunajski umetno-obrtni šoli, ker se je zgledoval po Dunajski secesiji in leta 1923 se je vpisal v Zagrebško umetnostno akademijo umetnosti, kjer sta pa na njega še posebej vplivala dva učitelja, Pedro Kovačevič in Tomislav Kliman. In tam se je začelo njegovo izraževanje z grafiko, za katere pa prejel tudi prve uspehe v republiki, pa tudi kritike, ker s uspehom pridejo tudi kritike ljudem. Zbirka 20 lesorezov starega Maribora, ki je nastala 1924, je v bistvu bila narejena v njegovi eksistenčni krizi, ko je bil eno leto nezaposlen. Predstavljajo njegovo prvo zrelost in s tem lahko tudi nekako zaključimo njegov začetek poglavlja, njegove začetke. Potem pa v bistvu stopimo na njegovo
do 1940, seveda, če vzamemo njegovo hudo bolezen, ki ga je takrat prvič prevzela oziroma takrat napadla. V Krškem se je zaposlil kot učitelj na meščanski šoli in takrat je preživel čas v Krškem in si je mislil majhno, nekoliko dolgočasno, na oko pa močno prijazno mestnice. Poznan je bil kot slikar rok in obrazov in pa v figuraliki. Vsem, tukaj imamo tudi delo Dekle 1925, ki vidimo njegovo nežno upodobitev rok, po katerih je bil predvsem znan. Te roke, obraz, kako mračno je slika umetnine, predvsem izraža to ekspresivno moto v slikah. Po letu 1930 pa je njegova umetnost počasi prehajala iz načel nove stvarnosti, kot smo predvideli, romantično obarvanje realizmu. Znan je bil predvsem po slikanju tihožitev in tukaj imamo kolarsko orodje iz 1930, kjer je na zbor vsebine nedvomno vplival njegov prijatelj Tomaž Sebiškar. Stroga stvarnost pri tej upodobitvi, opuščenje detajlov, zanesljiva risba in enotno uvršen pozorit uvršča to tihožitev med Tiplovškova najboljša dela. Rad je risal tudi upodobitve mest, naselj in v naslednjih 10 letih se Tiplovšek manj posveča tihožitev. To povezujemo tudi z njegovim oddaljevanjem od koncepta nove stvarnosti. Elementi nove stvarnosti ali pa celo ekspresionistične prvine se v Tiplovškovi umetnosti najbolje obdržijo prav v teh vidah mest in naselj. To je zgodnje podobe Krškega iz 1939 še enkrat. 1939, pred začetkom svetovne vojne, Tiplovšek predstavi, kot da bi vedel, da nekaj groznega prihaja, predstavi svoja najboljša dela na njegovi samostojni in največji razstavi v Jakopičevem paviljonu. To je ta res izjemna galerija, kjer so razstavljali Jakopič, vsi impresionisti, potem se je tudi na začetku nekaj časa imenoval. Tako da je bila res čas vsem slikarjem, ki so tam priložnost predstavljati. Predstavljal je 37 olj in 32 grafik. V zrelejših letih je vedno bolj podal svoj obraz, kar je zelo zanimivo, ker kar je bilo prej ohranjeno, recimo imamo samo en njegov avtoportret iz leta 1921. Kasneje pa je vedno bolj začel podavljati svoj obraz. Nekateri pravijo, da je to bilo medvojno obdobje, ker je sam dobil zelo nekaj grenke počutke, svoje ljudi, trpke počutke, kar so bili seveda časi vojne. Torej, vlastna podoba s Kupom iz leta 1939 čutimo tudi prehod od nove stvarnosti k realizmu, se pravi začel opuščati tiste prvine nove stvarnosti, ki jih poznamo predvsem na pilonovih delih in pa slikah bratov Kraljev. Vojna leta postavijo Kraljev izkušnjavo in v tem obdobju je ustvarjal veliko velesorezov. 4 vojna leta so slikarji prinesla predvsem trpka spoznanja o svojih zaživljenja dela. Njegovo zadnje obdobje, leto 1945 in 1963 pa odvije v Brežicah. Tukaj se tudi zaposli kot učitelj risanja na gimnaziji Brežice. Takrat nastane tudi to delo, zemljevid, okraja Krško, in v tem obdobju ga prevzame predvsem skrb za kulturno-zgodovinsko dediščino Slovencev. 1953 postane ravnatelj Posavskega muzeja Brežice in v tem obdobju je bil predvsem nezadovoljen s svojim delom. Zakaj? Takrat so prihajale v, kako naj rečem, takrat so bile popularne umetniške smeri, abstraktne, nekaj, kar opušča podobe, je bolj abstraktno. In to njemu ni bilo všeč. Zakaj? On je risal v umetniški smeri nova stvarnost, se pravi, smeri opodabljenja. Potem pa kar nekaj vide nekaj popularnega, abstraktnega in seveda to njemu ni bilo všeč.
V njegovih umetninah zato čutimo to njegovo utrujenost. In le nekaj slik, kar smo navdušili. Ena takih je bila Upodobitev vrbe, kot tukaj vidimo, se pravi Grižiške vedute s vrbami iz 1457. Slika je tako stilsko, barvno in motivno fantastična. Se pravi, močno moment kolorit, kot vidimo, le pokačuje v tiste fantastike. Vrbe s čudovito razporejenostjo v simbolični hod, z obrazi in odsekanimi okončinami, kot vidimo. Slika predstavlja zadnje poglavje v slikovškovi umetnosti, ki je pa res fenomenalna. Zred Kraja, Karjana Slikovška, ima v bistvu takšen miniaturni nivo avtoportretek na tem koncu, če bi se si potem bližje pogledali. In kot je že dejala Ana, je nastal v zadnjem njegovem obdobju, ki pa žal zaradi tega, ker ima neka signatura, tako kot smo že ugotovili. Ne vem točno, kdaj je nastalo, ampak predvidevam, da med leto 1945 in 1950. Slika je bila posojena v gimnaziji Brežice že leta 1953, kar gremo tudi po reverzijih, ki si ohranjamo v našem gradu. V tem obdobju je kar spremljala več lokacij v gimnaziji in sicer imela nekaj v katedri zemljepisat, tam se preč potem v geografija, a potem so kako stavili celo nekaj časa na hodnik in na koncu še v ravnateljevo pisarno. Leta 2016 pa je bila slika končno vrnjena v Savski muzej Brežice, saj je bil nekakšen digitalni del razstave 4 elementov voda, če ste mogoče bili nekaj tukaj, ki se je nahajala v severovzhodnem stolpu gradu. V letošnjem letu bo pa slika doživela nov mejnik, saj bo preden jo bomo ponovno razstavili v samo zbirko Franja Slikovška, konzervirali in restaurirali. To je za sliko kar velik poseg, ki pa je odvisen tudi ne samo od konzervatorja-restauratorja, ampak dogovor s kustosom. Za vsaka slika ima različne vrednosti in teh vrednosti je zelo veliko. Imamo estetsko vrednost, zgodovinsko vrednost, kako je redka slika, recimo imamo tudi vrednost sentimentalno, potem poučevalno vrednost in tako naprej. In nobena slika nima samo ene vrednosti. Zato je tako ključno sodelovanje tudi z kustosom in konzervatorjem-restauratorjem, ker katera vrednosti najbolj prepodujejo, v bistvu tudi diktirajo, kako bomo mi sliko konzervirali in restaurirali. V tem primeru je najbolj pomembna zgodovinska in uporabna vrednost. In iz tega vidika moramo v bistvu mi to sliko sedaj pripraviti v idealno stanje. Kaj to pomeni? Za zgodovinsko vrednost je bilo najbolj idealno stanje takrat, ko materialno slika ni začela propadati in je bila v vrhuncu uporabljena, se pravi v času, ko jo je Franja Slikovšek z njo poučeval v šoli, v gimnaziji. To pomeni pa, da imamo različne dobine, razpoke in vse takšne stvari, ki pa takrat niso bile tukaj in moramo zdaj mi nekako popraviti oziroma konzervirati in restaurirati. Ima tudi sicer umetniško vrednost, ampak ta je pa dosti, ker ni bila namenjena temu, da bi bila v razstavnih prostorih, je dosti manjša kot te, ko je pa uporabna vrednost. Največja je teorija zgodovine torej tukaj. Ker se prečekam. Da pa razumeli, kaj pa mi moramo vse narediti na sliki, moramo pogledati stanje slike pobližje. To pomeni, da moramo najprej preveriti, kakšni so materiali, kako je bila slika zgrajena in pa na to, kako so vse ti materiali starali. Zdaj mogoče, če bomo imeli čas, bomo še pokazali potem od bližje še sliko od zadaj, ampak zaenkrat bomo nekaj pogledali od spredaj, prav? Se pravi, najprej imajo leseni podokvir. Leseni podokvir imajo ponavadi na vrhu tako malce zaobljeno pod platno.
takšen majčken pokrog. Zaradi tega, ker ta pokrog v bistvu drži, da se platno in podokvir čim manj med seboj stikata in vplivata drug na drugega. Tukaj v tem primeru tega pokroga ni, ampak je v bistvu samo lesena les je bolj nagnjen samo. Tako da ima še vedno manj prostočko, ampak nima tistega lepega prehoda, je kar oster prehod pravzaprav. Zaradi velikosti slike smo morali imeti, v bistvu smo morali narediti še lesen križ, ki še dodatno ojača celotno leseno konstrukcijo. Ta pa je fiksna, to pomeni, da slike niso mogli nikoli kasneje, v kasnejših obdobjih prilagajati, če je recimo bila ta platno ohlapno ali kaj drugega. Tako kot je bila napeta, tako je pač tudi ostala, kar zna biti zelo slabo, zaradi tega, ker se platno širi in krči in v bistvu se tudi podokvir s tem malce prilagaja tudi sam sebe. Ne veliko, ampak zelo malo pa. Les sam, ki je namenjen podokvirom, pa kot vidimo je bil les iglovca, predvidom malih smreke. Bombažno platno je zelo gosto tkano, ima 24 niti osnove in 25 niti povodku. To je v bistvu značilno za bombažna platna, da so kar gosto tkana. Ampak je bilo platno bombažno kot za slika še vse takšnih razid ni ravno primerna, ravno zaradi tega, ker je toliko dovzetna na vlago in na povišan RH. Kar vidimo lahko tudi vpliv vlage na tem platnu, ker poleg različnih nečistoč, od mušekov, prahu, ki se je nabral z leti, vidimo tudi te najbolj moteče pike. Te pike nastanejo v bistvu zaradi mikrobioloških aktivnosti, imamo več vrsti plesni, a da ta plesen je samo taka malo površinska. Ta površinska plesen v bistvu vseeno kljub temu, da je taka neopazna, dokler se pojavijo te rjave pege, sprošča v samo platno kislino. Ta kislina pa pospešuje propad samega platna in potem tudi hkrati ubarva platno na bolj to temno barvo. Če si pobližno pogledamo potem še barvno plast, je zanimivo zelo, da so v vseh podatkih navajali, da je v bistvu to sliko na sliko pravi slikošek v oljni tehniki. Vendar ima vse značilnosti barve, ki temelji na vodni osnovi. In iz tega vidika bi bile tudi bolj smiselne te poškodbe, ki so nastale zaradi zatekanja vode. Ne vemo točno, kdaj je ta voda zatekla, vendar vidi se te robovi, ki jih je pa ustvarila s svojim zatekanjem. To lahko tudi vidimo tudi na tej sliki, mogoče vam je boljše, ko je malce povečano, ne? In to pojasni tudi ta vodni madež, to bi pojasnilo, da bomo 100%, moramo pa še nekaj narediti dodatne analize raziskave, ampak zdaj po naših izkušnjah smo že 99%, da to je v bistvu na vodni osnovi slika narejena. Potem imamo tudi videz sprane barve, ki je te pikice tak ni enakomerno lepogovarjeno, ampak tako deluje sprano. Potem so razne odrgnine, potem pa recimo takole, to so odrgnine manjčkene. Potem imamo pa še druge poškodbe, ki so pa dosti bolj očitne vsakemu obiskovalcu in sicer so to take raztrganine, ki so bile v preteklosti že, kot bi rekli, po domače poflikane, ampak niso ravno najbolj kvalitetno, to delo ni bilo kvalitetno narejeno, vse so se začele v teh razpokah se je prav začelo malce nagubati in pa tudi niso bile stično narejene in se pač poškodba močno opazi. To vidimo tudi na levem spodnjem kotu, kjer se je platno začelo, če pogledate, se je močno začelo nagubati. To za njega ni dobro. Sicer za te poškodbe, recimo ne vem, zato da največ pregovoriti ne vemo, kaj je bil razlog. Lahko je predvidevamo, da je bilo več stvari. Ene izmed možnosti je, da so kaj odložili in se je pač na sliko naslonilo in je predrlo platno. Druga možnost je bila, da je platno že bilo samo po sebi in tako napeto, da je enostavno, ker je to bombaž samo počilo po določenem času. Medtem ko za določene manjše, pa točno vemo, da so bile kripne ljudje.
Mi smo nerodni, ne, včasih. Tako da, če boste prišli politički ljudem pogledati potem, ali boste videli, da je teh lukvic kar veliko. Na koncu še lahko poudarimo, da to ni vse, kar moramo mi preštudirati, ampak je še ena zdela. In sicer v tem času, ko je bila slika na hodilniku, predvidoma, na hodilniku Gimnazija Brežice, je bila tudi veliko, sicer zdaj ne vem, če bi lahko rekli vandalizirana, ampak so grafitni napisi na njej. Zdaj, veliko večina je gori, recimo, napisani kraj, ki ne manjka njihov domači kraj, se kakaj sami svinčnikom dopisali, ne? Ampak zdaj, kaj s tem narediti? Naj pustimo kot zgodovinsko vrednost, da so vedele, pač je bil puk zemljepisa, ne? Kraj sicer manjka. Ampak kaj zdaj? To ni del, ki ga je Stiplovšek naredil, ali bomo to pustili, ker nekateri napisi so recimo tudi tam, kjer se je spralo ime, recimo piše tlele in je to svinčnikom napisal, kaj je se sprala barba. Ali zdaj to pustimo, ali ne? To je takšna manjša dilema, s katero se moramo tudi soočiti. No, in vsi te podatki, ki je omenila Stelovka, so izjemno pomembni pri snovanju konzervatorsko-restauratorskega posega. Se pravi, da mi lahko načrtujemo konzervatorsko-restauratorske postopke, moramo prvo določiti cilj našega posega, kar smo ga v bistvu naredili s tem, ko smo določili zgodovinsko vrednost, kar je povedala ime. No, in preden določimo pa samo metodologijo in materijale, s katerimi bomo delali na sliki, moramo narediti tudi preliminarne teste. Zdaj, en del materialnih podatkov smo že pridobili z opazovanjem slike, drug del pa to naredimo s preliminarnimi testi in pa analiznimi metodami, kot so merjenje pH vrednosti, merjenje produktivnosti slike, odvzem barvnega vzorca, da se vidi stratigrafija barvne vrednosti in pa vsi podatki, ki nam povejo, kaj pravzaprav mi imamo na sliki, katere materijale. Zato, da mi določimo, s katerimi materijali bomo mi delali. In pogledamo si torej postopke na sliki. Prvo moramo mi odstraniti umazanijo s površine. Zakaj? Zato, da imamo mi lepo slikovno površino, da lahko mi nadaljujemo ostale postopke, ki omogočajo sliki strukturno stabilnost. Ta strukturna stabilnost pa je zelo pomembna, zato da naši materijali ohranimo, torej da jih mi ohranimo. Zato, da lahko ohranimo zgodovinsko vrednost. Se pravi, mi bomo izvedli kar nekaj testov, glede na to, da smo skoraj pripričani, da je slika na vodni osnovi, jo ponavadi čistimo z nekimi gobicami, ampak zadnje čase, zadnjih 5 let pa so tudi pa našo stroko uvedli različne hidrofobne glede, katere nanesemo na površino, počakamo, da se nam umazanije vežejo in potem da upravimo. Se pravi, mi bomo naredili zelo sistematičen test, kateri postopek je najbolj primeren za čiščenje nečistoč in se potem odločili za njega. No, potem, ko bomo imeli čisto površino, bo sledila demontaža slike. Ta postopek je izjemno tvegan, ker je slika romažna in pa velike dimenzije. Kaj to pomeni? Se pravi, če mi snamemo sliko dol, zato da lažje pridemo do različnih poškodb, pomeni, da bo slika dovzeta za krčenje in pa širjenje platna. In takrat se pojavijo razne poškodbe, kot so razpoke, oblikovanje slikovne plasti, kar ne želimo. Tako da verjetno bomo v tej sliki to počeli sproti in pa postopoma. Se pravi, tam spodaj, kjer bomo mogli rešivati platno, bomo verjetno sneli nekje do polovice na obeh straneh, sneli platno dol in pa sanirali poškodbo. Ko bomo sanirali tudi ostale predvrtine, predvrtine in raztrganine, pa bomo še lahko na zapolnjevanje razvili. Se pravi, vse, kar bomo mi pravili skupaj zvarili, lahko rečemo, in pa zaščitili z armaturo na hrbtni strani, bomo potem lahko zakipali, torej zapolnili vrzeli in jih potem tudi barvno reintegrirali. Zdaj, če še enkrat povzamem.
Mi želimo sliko očistiti, zato da je lepše vidna poslikava. Ko imamo sliko čisto, lahko gremo naprej z lepljenjem določenih nestabilnih elementov slike. Potem, ko imamo to zalepljeno, ker imamo predvsem zelo stabilno barvno poslikavo, gremo lahko naprej na saniranje vrzeli in pa kitanje in reintegracijo barvnih plasti. In to je ta naš načrtovan poseg, oziroma poseg, da bomo verjetno začeli v novembru, oziroma konec oktobra. In sicer samo sledite posameznemu muzeju. Tako, v bistvu prvi del, ki so ga predstavili, zgodovino, njegovo umetniško pot, največje prelomnice, se lahko gledate na tej spletni strani, to je na spletni strani Posavskega muzeja, pod zbirke, takoj vidite Stiploškova dela, kliknete gor in imate tako izdelano čudovito časovnico, kjer je vidnih več del in kjer je tudi lepo zapisana njegova zgodovina, sama umetniška praksa. Spletne zbirke. Potem imamo trenutno samo eno, to je umetniška zbirka Franja Stiploška, na katero prikljamo. Zdaj imamo na voljo videoposnetke, ki v bistvu tudi povzamejo nekaj besedila po tem in imamo različne segmente, se pravi o njem, kako je umetnik in vizualec, če je prikljeno to povezavo, recimo, ko se dokazal tudi njegova biografija, recimo. Potem imamo v svojih delih, se pravi, mogoče klikamo, da vidimo. Pozdravljeni, sem Franjo Stiplošek, slikar in dragi. Moja zgodnja dela opredeljujejo pot v ekspresionizem in zanimanje za krajine in vedute. V ospredju pa so še barvni toni, ki opredeljujejo moje slikarstvo skozi vsa obdobja. In potem si lahko pogledati tudi marsikaj še o slikah, to so sami detajli slike, recimo kako so velike, kakšna tehnika je in podobno. In to si lahko tudi imate segmente o avtoportretih, recimo kako prav posebej o Marku Štubu. Kaj bi Šuštar? Kako? Šuštar je že, ja. Šuštar, in Franja Stiplošku. Potem imamo o portretih, potem imamo o sakralne podobe, so pač različni segmenti tudi v Posavju in ste dobrodošli, da si pogledate to razstavo, ki je tudi zelo zanimiva. Res celotno zauzame njegovo življenje in umetniška dela. Ne predstavljam samo umetniška dela, ampak tudi recimo knjižno, ki smo sedaj. Ja, ker to morda niso povedali, ker ko on začel v tem muzeju delati, leta pred vojno je s svojim kolegom Aumanom Botom zbiral dela po celem Posavju, da bi ustvaril neko prvo umetniško zbirko in na tej zbirki je tudi temeljil ta muzej na začetku. In to je bil začetek sicer, ampak potem je pa on še zmer imel nekako obvrženo na različna zanimiva pohištva, ravno s tem namenom, da bi jih vključeval v razstave. Nekaj, ki je pa tudi imel za sebe doma, ki pa potem po njegovi smrti so donirali v muzej, zaradi tega, da je bilo to v bistvu v njegovi hiši. To je recimo predalnik, pa tisto in hotel, to je bilo pri njemu doma. In ravno ta hotel, če pogledate potem pri Šušteriču, recimo, takole, ravno je upodobljen na tej sliki, ravno na tem hotelu, on je ležal v Kodanskem Čušterju. Tako da je v bistvu kar dosti pomembni konsko prišla tej danes. Če imate še kakšno vprašanje, se vam lahko vprašate, tako je povema, kar vema, tisto, kaj vemo, žal ne moramo povedati. Je pa morda zanimivo, ker smo se pogovarjali s gospodom,
kdaj je ta slika nastala, ker v bistvu ne vemo. In zanimivo je tudi to, od ohranjenih reverzov, ki so jih naredili takrat ob izposoji gimnaziji, je v bistvu veliko napak oziroma različnih podatkov gor. Recimo, en takih je nahajališče, ki se je ta slika nahajala, enkrat na hodniku, enkrat v pisarni ravnatelja, enkrat v, kako se reče, tako da je polno informacij in tudi letnice se razlikujejo med seboj, kar je tudi zanimivo in ne vemo zakaj. Enkrat piše, da je šla slika 53. leta, enkrat 52. leta, pa tudi sam nastanek slike. Enkrat piše od 45 do 50, enkrat od 45 do 53, ampak mislim, da je nekako sprejeta tista letnica, pa je pred 50.